Dobro jutro, tukaj je Valentin, ura je malce čez 7, precej oblačno je in danes bom govoril o odpuščanju in samoodpuščanju. Kaj je odpuščanje, zakaj odpuščamo? Odpuščamo seveda zato, ker zamerimo. Torej, običajno v našem življenju se zgodi, da nekaj doživimo, nekaj, kar nas recimo razjezi, in potem vsi ustvarimo v sebi zamero. Predvsem je to tako, da nas recimo neka oseba razjezi, razočara, kakorkoli že, in potem tej osebi zamerimo. In držimo v sebi zamero toliko časa, dokler se nam ta oseba običajno ne opraviči. In potem tej osebi rečemo: poglej, to in to si storil, razočaral si me in zaradi tega sem ti zameril. In če hočeš, da sva spet prijatelja, se mi opraviči in potem ti bom jaz to, kar si mi storil, odpustil. No, tudi včasih odpuščanje uporabljamo v tem smislu, da prosimo recimo nekoga, neko višjo silo, da odpusti v našem imenu nekaj, ali v svojih mislih prosimo druge ljudi, da nam odpustijo za tisto, kar smo mi storili v preteklosti. Odpuščanje je del mnogih religij, mnogih duhovnih praks, ampak zelo malo se pa govori o samoodpuščanju, o temu, da bi odpustili samemu sebi. Zakaj je samoodpuščanje torej tako pomembno? V resnici je tako, da nam drugi niti ne morejo odpustiti, oziroma ni potrebe, da nam drugi odpustijo, kajti zamera je nekaj, kar mi ustvarimo sami v sebe, in ne v odnosu do drugih ljudi, temveč v odnosu do prepričanja, ki smo ga sprejeli v sebe v preteklosti, in zaradi tega prepričanja potem ustvarimo zamero. Torej, ko nekaj opazimo, lahko tisto opaženo stvar sprejmemo tako, kot je, in v sebi ne ustvarimo nobene zamere. Lahko pa neko stvar, nek dogodek opazimo in se nam v našem umu pojavi misel. Misel, ki pravi: ne sprejmem tega, jaz želim, da je stvar drugačna. Hočem, da je stvar drugačna. Zahtevam, da je stvar drugačna. Zahtevam, da neka oseba, da ne stori tisto, kar je storila. Ne bi smela storiti. To je moje prepričanje, moj ideal, moje verovanje. In jaz sem odgovoren za to svoje prepričanje. Nihče drug. In zato, ker ne morem zaradi svojega prepričanja sprejeti nek dogodek, neko osebo, tako kot je, potem v svojem lastnem umu, zaradi svojega lastnega prepričanja, ustvarim do te osebe ali do dogodka zamero. In potem seveda to zamero držim v sebi toliko časa, dokler se mi recimo ta oseba ne opraviči. Ali pa dokler ne prepoznam svoje lastne samoprevare, torej, da če zamerim neki osebi in od nje pričakujem, da se mi opraviči, da sem s tem samo projiciral lastno odgovornost za lastno zamero na nekaj,
izven sebe, na osebo izven sebe. Torej, če uporabim samo iskrenost, da sem popolnoma iskren do samega sebe in natančno pogledam, kakšen je proces ustvarjanja zamere, potem lahko samo vidim, da sem jaz, edino jaz odgovoren za zamero, ki sem jo ustvaril v sebi. In zato lahko to zamero odpustim samo samemu sebi, torej preko samoodpuščanja. Da si rečemo, odpuščam si, da sem sprejel v sebe prepričanje, da bi se namesto takega dogodka moral dogodek odviti na drugačen način in zato sem si ustvaril zamero. Zato je samoodpuščanje ključnega pomena v življenju, v procesu osvobajanja od vseh čustvenih energij, od raznih vezi, prepričanj, ki nas držijo v preteklosti in ki nam tudi povzročajo zaradi dolgotrajnih zamer določene bolezni, bolezenska stanja. Spremljate, prosim, še naprej razlago dinamike ustvarjanja notranjih procesov in želim, da boste čim bolj učinkovito pričeli z postopkom samoodpuščanja raznih nerealnih, iluzornih prepričanj, da boste lahko zaživeli mirno, srečno življenje v tem trenutku. Nasvidenje.